pokojni Ivo Štandeker in Tomaž Lavrič prišla na idejo, da bi slovenske klasike tudi stripili v neki krajši obliki, ki bi bili kako že dostopni in bolj razumljivi, kot ko so brali tiste debele špehe slovenskih pisateljev. In po dolgih letih je Tomaž prišel na idejo, da bi ta projekt speljal še naprej in zdaj tale knjiga je končni izdelek, kjer je 66 avtorjev se potrudili in objavili tukaj noter. Zdaj, da ne bom jaz kaj preveč dolgo vezil, bom kar Tomažu prepustil besedo in tudi Katerini Mirovič, ki se je zelo potrudila zraven, da je v sodelovanju Striburgerja in Mladine prišlo do tegale izdelka. Tima. Tako. Tomaž, ti boš kaj več povedal kot tega, pa bomo pa še... Nič nam povedal. Ne, ok, smo zaključili, davaj narode, kupte in gremo domov. Jaz res nisi še poseben govornik, ko sem skril eno vodko, pa zdaj malo lažje, in da bo rešeno. Me mora kdo kaj vprašati, pa jaz odgovorim, ne. Lahko te vprašamo, kako je prišlo do te ideje? Ta je čist šolska. Ja, sej. Ne vem, to, ki je že nazaj, da sem pozabil, v bistvu, kako je prišlo do te ideje. V bistvu vem, ne, Štandeker so enkrat brskali, on je imel cele kupe teh starih revij, pa stripov, pa vsega Boga, ne, in so najda. Mislim, da švicarski reviji, nekaj podobnega, ne, se je nekdo lotil svetovnih klasikov, ne. Kar v bistvu tudi ni, mislim, tudi to se je že dal kje videti, ne, stripiti klasike, ne, veš, njih približati mlajšim bralcem, recimo, ne. Mi smo se pa tako spomnili, da je bilo mogoče za Mladina fino narediti malo parodije iz teh klasikov, ne, ker smo se z njimi vsi mučili v osnovni šoli in dalje, ne, in jih narediti tako bolj poljudne, bolj zabavne in predvsem kratke, ne. No, in to smo nekaj časa furali v Mladini, takrat je stvar zelo zašibala, ker nas je bilo ena taka ekipa 5, 6, 7 risarjev in smo se pol med sabo, kdo bo boljši in kdo bo bolj hecen in sploh tako zdravo tekmovanje je bilo, ne. Pol pa jasno, ki je Ivo šel, je pa nekako se vse razsul in pozabil za mnogo let, ne. Kot Trnučica v svojem gradu, ne. Sploh, ker je Max Mobic prevzel urednikovanje in je šlo vse v maloro. Ja, tega nisem hotel omeniti, ker sem ljuden, ampak res je, da je Max Mobic prevzel stvari in jih zapeljal v kanto do konca. No, nakar smo se potem, čez 15 let, nekako toliko pobrali, da... Postrgali pod nekaj in ostale. Smo Maxa nekako preboleli. In smo začeli znova. V bistvu začel sem jaz, ker se nihče drug ni hotel s tem ubadati, ne. In sem v bistvu v taki zoprni poziciji, ne, ker sem hkrati avtor, ne, in to zelo zastopan avtor, ne, v bistvu. In hkrati zdaj po sili prilike urednik, ne. Kar ni nekako nekaj, kar bi mi bilo pisano na kožo, ne. Ampak sem rekel, da to so pa stvari, ki že tismo prvemu delu v Darniškemu vmes pa toliko let je bilo toliko dobrih stripov, da bi bilo škoda pozabiti, ne. No, in nekako smo naredili en tak vzorčen razpis in je bilo veliko odziva. In kar naenkrat je bilo stripov toliko, da smo pa rekli, pa pojmo do konca, pa jih pa bilo narediti tako, kar se da. Če se da od vseh slovenskih avtorjev, pa da bomo enkrat eno tako knjigo, kjer je pregled vseh slovenskih striparjev na kupu, ali pa vsaj večina. Torej kot ena vizitka predstavitev avtorjev, ne, risarjev. Ja, monografija, ne, in glavno je uspel, mislim, da ne pari sicer manjka, Sitar, ki vse pozna prav kar neki, ne, jaz ne vem več za 2, 3, ne. Ampak mislim, da je spadl kar lepo, ne. Poleg tega, jaz sem tak, jaz sem avtor stripov, tipičen, ki doma sedi pa riše, pa nobenega ne pozna in kamor ne gre, ne.
Tako da so mi strašno pomagali drugi ljudje, potem smo sploh navrali so to množino avtorjev. Katra kot prva je terala svoje mladiče, potem drugi srebrna medalja Iztok Sitar. In nazadnje je gospod Buh tlele, ki je tudi težil glavnem starim mačkom. Težil z veliko začetnico. Ja, ampak to je treba. Meni to ne gre in sem vam zelo hvaležen, da ste to delali namesto mene. In se je obrstovalo. Nabrali se je po 2-3 dodatnih razpisih in ful teženja, okrog preko 200. Ja, imaš Marok zamikala, ne? Kako? Ti posebej. Ja, par primadon smo še ekstra čakali, pa še pred tiskarjem. Se pravi, 220 strani stripa, kar je za slovenski strip zelo veliko. Tako da mene kot hudega urednika čakala polna naloga še to kako selektirati. In je bila takoj dilema, ali biti zelo zajeban urednik, pa jih pol ven zmetati, ali biti mild urednik, pa nobenega in pa nekaj mes. In ta kompromis smo naredili in smo zmetali tiste najhujše primerke ven. Ker ostali pa v bistvu, se ni nobenega, ki bi res izrazito slab v vseh pogledih, bi rekel. So kakšni taki zelo amatersko narisani, kakšni so bedno napisani, kakšni so lepi, ampak taki, brez kakšnega presežka. Ampak vsak pa nekaj ima, kar ga le dela za vrednega biti v tej knjigi. Predvsem smo hoteli narediti duhovito knjigo. Ne to, da bi to stripi taki zaguštati, zagledati, za sladokusce, ampak da so stvari čim bolj raznorodne, da so zabavne, inteligentne po možnosti. In če polistate tole knjigico, mislim, da nam je kaj uspelo. Zastopane so vse generacije, od najstarejšega Božeta Kosa, slavamo, ki je naredil ta 2 stripa za nas. Zadnja 2 v bistvu. V zadnjih zdihljajih, oziroma ne, se je zelo živahen možak. Ja, zelo. Pa je pa nekaj zelo na hitro stisnil. Tako da slavamo preko srednje, mlajše, najmlajše, karkoli popolne generacije. Koliko so bili kakšni najmlajši mladički?